No, to bi pomenilo velik preobrat. Združeni arabski emirati in Iran naj bi po poročilih prvič po začetku vojne imeli srečanje iz oči v oči med visokimi predstavniki za nacionalno varnost. To poroča Bloomberg, ki navaja, da je do srečanja prišlo ta teden, saj sta obe državi prepoznali pomen umirjanja dvostranskih odnosov. Za več o tem se nam pridružuje Ahmed Kusaj, politični svetovalec pri Kusaj Associates, ki se nam oglaša iz Bahrajna. Ahmed, če je to poročilo resnično, kaj to pomeni? Mislim, Združeni arabski emirati so bili napadeni strani Irana bolj kot katerakoli druga država v regiji. Bila je glasna pri obsodbi Irana in je stala ne le ob Washingtonu, ampak tudi ob Izraelu. Zakaj torej ravno zdaj izvesti osebno varnostno srečanje s Teheranom? Tukaj sta dve pripovedi te zgodbe. Prva, če slišimo iransko stran, želijo, da vsi to vidijo kot njihovo zmago. Medtem ko imata v resnici obe državi veliko skupnega, veliko stvari, ki jih morata urediti. Ne govorimo o vojaških zadevah, govorimo o gospodarskih. V zadnjih vsaj 20 letih so Združeni arabski emirati edini gospodarski prostor za Iran, kjer lahko ta diha. Ker jih tako močno napadajo, morajo zmanjšati napetosti. Seveda, to ni lahka odločitev, ni lahko to premagati, ampak je to pot naprej. Združeni arabski emirati, nisem prepričan, ali na tem srečanju predstavljajo samo Združene arabske emirate ali tudi pripoved zaliva. Po drugi strani, oziroma z drugega vidika, če pogledamo na to, danes za zalivske države ni dobro, da bi posamezno popuščale Iranu. In to je ena od stvari, ki jih Iran prav tako skuša prikazati. Prej so razkrili informacije, ki so dokazale, da je bilo napačno, da se Katar z njimi pogovarja ločeno. Torej, če poskušajo narediti isto, mislim, da jim ne uspeva. Ampak v osnovi vsi upamo, da se stvari premikajo naprej, še posebej ob zaostrovanju Irancev v zadnjem tednu glede Katarja, Bahrajna, kjer sem trenutno, in Kuvajta. No, tam, kjer ste v Bahrajnu, kraljevina pravi, da je Iran danes zjutraj izstrelil 63 dronov. 11-letno deklico je lažje poškodovalo padajoče razbitine. Mislim, Ahmed, ali Bahrajn nadaljuje z obrambnimi ukrepi ali pa se razmišlja tudi o ofenzivnih ukrepih, različnih političnih potezah za boj proti Iranu? Ali se je zdaj kaj spremenilo v izračunih? Stališče Bahrajna danes, tako kot pri ostalih državah zaliva, velja za enotno. Seveda, mislim, glede na izjavo, ki ste jo pravkar omenili, Bahrajn po mojem mnenju ne bi smel nadaljevati s svojim stališčem. In v zadnjih 3 mesecih sem videl veliko sprememb, vsaj od aprila naprej, začenši z Varnostnim svetom, Združenimi narodi in Evropsko unijo. Bilo je veliko premikov. Ampak, ko gre v bistvu za odgovor ali povračilni ukrep, to ne bo tako enostavno. Ker mi kot zalivske države, in tukaj govorim predvsem o Bahrajnu, nimamo takšne velikosti v primerjavi z Iranom, tudi nimamo takšnega strateškega položaja. Smo v ospredju, prav tako pa tudi vojaške moči nimamo. Kot majhen narod moramo svoje poteze premišljeno in počasi načrtovati. In kaj se zgodi naprej, če bodo zalivske države še naprej tarča iranskih napadov? Kaj bodo storili, če bo Iran še naprej neposredno napadal nekatere od teh ameriških zaveznikov? Kot ste omenili, mislim, da pasivnost skozi celoten proces ne bo koristila vsem. In tukaj govorim o zalivskih državah. Če govorimo o naslednji potezi. Pred nekaj tedni sva v tej oddaji govorila o istem razkritju, ki ga je objavil Wall Street Journal. Govorila sva o tem, da naj bi Saudska Arabija in Združeni arabski emirati domnevno vračali udarec in bombardirali Iran. Nič še ni bilo potrjeno, vendar mislim, da zalivske države iščejo tudi druge možnosti in niso več zgolj obrambni drži. Ahmed Kusaj, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Vedno cenim vaše.